Oglej si tole oddajo Moj odnos do zdravja. Gostila bom posebno žensko, Andrejo Cegnar, ki nam bo povedala nekaj o moji življenjski poti in o tem, kako sem prišla do izuma, ki bo pomagal vsem ženskam na svetu. Jaz verjamem, da ženske, še posebej ženske, oglejte si tole oddajo, ker bova razkrile, kaj ti pomaga v vseh življenjskih obdobjih glede tvojih notranjih organov, še posebej reproduktivnih. Se vidimo v oddaji Moj odnos do zdravja. Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravja. Danes sem v goste povabila Andrejo Cegnar. Ona je kreativka, oblikovalka in dobitnica več nagrad iz oblikovanja. Ampak zdaj v malo zrelejših letih se je ona posvetila predvsem grajenju ženske energije, skrbi za ženske reproduktivne organe. Tako da je razvila en prav poseben obred, o katerem bo ona majčkeno več povedala malo kasneje. In je tudi voditeljica tau obrazne joge, face joge in drugih tehnik za razvoj energije v možganih, hormone in ženske reproduktivne organe. Dobrodošla v oddaji Moj odnos do zdravja. Pozdravljena. Ko sva se midve prvi srečale, je meni ta prvi na misel prišlo, to res imaš zelo eno bogato življenjsko pot za sabo, oblikovanja, kreiranja raznih sejmov, kjer si požela ogromno nagrad. Daj, povej, kaj je bilo tisto prelomno v tem, da si se za to odločila? Kaj te je napeljalo? Da sem šla na to pot? Ja. To je bilo vse čisto slučajno, nič nisem načrtovala. Ne vem, takoj po gimnaziji sem se sicer vpisala na ekonomijo, zato ker so se v glavnem vsi, ampak sem že po parih mesecih videla, da jaz tam nimam kaj početi. In je bila potem varianta, da grem v službo ali pa da si izberem en drug faks. In že prej sem si želela iti na srednjo oblikovno, pa si nisem upala, ker sem se bala sprejemnih. Vlekli me na likovno akademijo, pa sem se tudi bala sprejemnih. Pa sem zbrala pogum, pa sem šla na tekstilno tehnologijo, na oblikovanje in za čuda naredila sprejemne. In potem v bistvu, ko sem bila v zadnjem letniku, so me kontaktirali iz Odeja Škofja Loka in sem pristala tam. Ja, tam si zelo veliko ustvarjala, požela veliko slavje in bi nam povedala, kaj si tam oblikovala, ker tam se ni zaključila potem tvoja oblikovalska pot, potem si samo še nadgradila. Ja, prvi trenutek, ko sem stopila v to tovarno, je bilo tako en tak prijeten domač vzdušje in tako se mi je zdelo, da videla sem potencial, ker v bistvu takrat so delali tam samo odeje, ja, pa vzglavnike pa to. In potem v bistvu dejansko sem se tam naučila kreirati od začetka do konca. Od tega, da sem naredila kolekcije, 3-4 vzorce, ki so pasali skupaj, razvijala nove izdelke, predlagala, kako naj se to pakira, spravila to v proizvodnjo, se pravi narediti tehnološke mape, potem pa v bistvu to predstaviti, se pravi ali z reklamami ali na sejmih, kjer sem tudi delala sejmske konstrukcije, pa trgovine na koncu. Vmes so bile še TV reklame, prospekti, tako da sem se
naučila pač čisto vse, kar je možno iz oblikovanja, a ne. Se pravi, od grafičnega dizajna do risanja načrtov in tako. Ti si že kot otrok te stvari rada počela ali se je to res potem oblikovalo, ker si videla, da na ekonomiji nimaš kaj iskati? Ja, kot otrok sem zelo rada risala, ampak drugače nisem nikoli razmišljala o tem, kaj bom, a ne. Bolj sem bila v bistvu divji otrok, bi rekla, a ne. Sestro sva v bistvu živele totalno divje življenje, nisva sploh hodila v vrtec, a ne. Imeli smo tudi vikend v naravi, tako da so bile skozi v stiku z vodo, z gozdom, z drevesi. Naučila sem se pisati šele v 1. razredu osnovne šole, sem bila čisto šokirana, sploh nisem vedela, da to obstaja. Tako da v bistvu ful ena taka zanimiva pot, no. Si se prijeten počutila, ne? Ker danes imajo otroci premalo tega stika z naravo. Ker ta narava daje energijo kreativnosti, ustvarjanja, spodbuja nas k novim stvarem. Zdaj sta bile s sestro same doma ali je bil kdo z vama, ki si rekla, da v vrtec nisi hodila? Ja, imeli smo, takrat so bili, ne vem, taki čudni časi, ni bilo glih vrtca za dobiti ali kako že. Imeli smo kakšne gospodinjske pomočnice, ki so bile pa punce, ki so bile stare tam 14-15 let, tako da niso niti kaj dosti za naju skrbele, a ne. Imele so še mlajšega brata in v glavnem so se z njim ukvarjale, pa kaj so mogle skuhati, tako da midve sva bile pač svobodne, popolnoma svobodne, ne. Problem se je začel šele, ko sva mogli začeti v šolo hoditi, takrat so se začele težave. Se pravi, na nekem nivoju te je ta stik z naravo prav zaznamoval v pozitivnem smislu? Ja, sigurno. Ja. Še danes se rada vračam tako v naravo, a ne. Jaz pač ne maram hoditi v hotele na morje, ne. Spim ponavadi zunaj v viseči mreži, tako da še vedno pač se vračam k naravi zelo močno. Ja. Mogoče tudi iz narave dobiš kakšne signale, kaj naprej ustvarjati? Definitivno. V bistvu, če ne veš, katere barve grejo skupaj, a ne, pogledaš v naravi, najdeš tam vse, a ne, tako da vidiš, da v bistvu lahko kombiniraš vsako barvo z vsako barvo, oblike, vse to pač najdeš v naravi. Drugače pa mislim, da to, kar je najbolj pomembno, je pa ta mir, ki ti ga narava daje. Mir, tišina, šelestenje, morje, noro. Ja, se tle jaz vidim, a ne, bolj, ko je človek povezan z naravo, bolj je tudi kreativen, ker ima stik. Ti si rekla, ne, pogledaš v naravo, kjer barve skupaj pašejo, ampak in ta stik, da mi že tako po notranjem občutku vemo, kaj bi skupaj pasalo, ne. No, in ko si zaključila tam službo oziroma kariero v prvem podjetju, pol si se podala v druge vode. Kaj te je vodilo, da greš naprej? Ja, podala sem se bolj v neznano, ker dejansko nisem šla prostovoljno, ne, iz službe. Je bil splet okoliščin tak. Zgodil se je en tak notranji tajkunski prevzem, tako da so bile res čudne energije in v bistvu je čisto prav, da sem šla, mogoče bi mogla že par let prej, a ne, mogoče malo bolj strukturirano. Potem sem se pa v bistvu dejansko mogla iskati, a ne, ker ne veš, ko se kar naenkrat znajdeš na samostojni poti, prej si v bistvu, kakorkoli je zahtevno, to delo, imaš kokon, imaš okrog sebe, veš, da finance bodo, a ne, potem si pa sam, a ne, in rataš v bistvu vse v eni osebi, ne. Se mi zdi, da bi v bistvu vsak mlad človek mogoče, mislim, je fajn, da imaš izkušnjo podjetja prej, a ne, mogoče zato, da vidiš sploh, kako se to dela, ampak vsak človek bi mogel sprobati to samostojno pot, zato, ker potem rataš vse, a ne. Si in direktor, si in lastnik firme, si oblikovalec, si snažilka, si, ne vem, direktor marketinga, vse to moraš obvladati, a ne, in si pač one man band in moraš delati vse. Ja, in pol tudi veš,
da je treba tudi delati za to, da se zasluži, a ne, da denar sam od sebe ne pride, ne, da je treba eno kreativnost in kreativen tok ustvariti. Ja, to človeka dobro oblikuje, ja. Se pravi, kaj si začela potem naprej delati? Zelo malo po tistem sem sicer šla v naslednjo službo, a ne, ko moram reči, da ni bilo glih najboljše, ampak v bistvu sem ugotovila, da nisem človek, ki bi si želela imeti šefa, a ne, tako da v bistvu rabim to svobodo. Svobodnjakinja. Ja, svobodnjakinja v pravem pomenu besede. Težko v bistvu sprejmaš nekoga, pa ne bom rekla, ne, pač ne bom nič rekla. Pač težko prenašam, da nekdo v bistvu mi govori, kaj naj delam. No, tako. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih bova nadaljevali z najinim pogovorom. Vidiš, 10 minut je že minilo. Šit, jaz sem čisto... Povedala si, da si rada samostojna, neodvisna, svobodna in da zato imaš svoj posel. Ampak tudi tebi se je na tej poti, so se zgodile določene fizične težave, in ki si jih uspešno sanirala in so pripeljale v bistvu do tega, s čimer se ti zdaj ukvarjaš in združuješ vse, kar si študirala in to, kar si kot človek spoznala in pridobila modrost. Kaj se ti dogajalo? Ja, res je, ne? Če bi mi to pred 10 leti nekdo rekel, da se bom s tem ukvarjala, ne bi verjela, ne? Vedno je tako ponavadi, ne? Ne vem, od nekdaj že skrbim zase, v bistvu od nekdaj sem nekako na en način zavestna, a ne, tega življenja in sebe v tem prostoru. Mogoče pač malo čudne okoliščine, ampak moj prvi spomin na primer je, ko sem pri 3 mesecih, ko mi je zrastel zob pri 3 mesecih in sem se zavedla tega trenutka zaradi bolečine, ki je bila v meni, a ne. To je bila ena taka prelomnica. Naslednja prelomnica je bila pri 5 letih, ko je teta pred mano nekje v Sevnici, stara teta pred mano zaklala kokoško in sem doživela tak šok, da sem se takrat kot otrok odločila, da ne bom jedla mesa, ne. To sem pol sicer šele 20 let kasneje izvedla zares. In čisto dokončno, tako da zdaj že res mnogo let ne jem mesa, nočem se deklarirati, ampak enostavno sem kot otrok začutila, da ne potrebujem mesa, a ne. In da v bistvu lahko ljudje preživimo brez tega. Potem sem pa v bistvu se tudi začela zelo malo ukvarjati, ne vem, nekako z duhovnostjo, a ne. Ne vem, pri 17, 18 sem spoznala Castanedo, proučila vse njegove knjige, potem je bil na našem področju takrat Živorad M. Slavinski in potem smo začeli v bistvu, smo naredili eno tako skupino, kjer smo se šli pač te delavnice, tako da smo delali vse od rebirthingov, psihodram, takih, pač malo smo čarali, ne, da ni bilo življenje tako dolgočasno. In potem kasneje v bistvu tudi ustanovili vegetarijanski vrtec v Ljubljani, uvedli vegetarijansko prehrano v osnovne šole in tako malo delovali na tem področju. Potem pa, no, ko sem se pač postavila na to samostojno pot, nikoli se mi ni zdelo, da se bom ukvarjala z delavnicami ali pa z drugimi ljudmi, bolj mi je bilo všeč slikati, oblikovati stvari. Potem pa se mi je zgodilo, da sem dobila eno pač hudo vnetje, to je bilo ene 5-6 let nazaj. In to vnetje se nikakor ni dalo pozdraviti. Vnetje? Vaginalno vnetje. In sem bila ene parkrat pri zdravniku
pri ginekologu, dal mi je razne maže, nič ni pomagalo, pa sem bila tako čist šokirana. Potem pa sem izvedela, da obstaja vaginalna parna kopel in sem poskusila. Takrat sem sicer s velikim loncem vroče vode, v katerem sem dala vse čaje, ki sem jih imela doma, hodila po stanovanju, pa gledala, kam bi to dala, potem sem na koncu dala pač to med dva kavča. In čudež se je zgodil naslednje jutro, ko ni bilo več vnetja. In sem bila tako šokirana nad tem, da je pač nekaj tako enostavnega, nekaj tako naravnega, tako zelo učinkovito. In sem rekla, pač kavč je bil moker, sem ga mogla sušiti, bilo je zelo pač, mislim, vse udobno je bilo, no, samo bilo je vse mokro. In sem rekla, noč, to bi bilo pa fajn, sigurno obstaja kakšna naprava, ki ti pomaga pri izvajanju tega obreda. In je nisem našla. Oziroma, mogoče, da sem nekje na internetu našla nekaj, ampak mislim, je bilo pač zelo grdo. In ja, kot oblikovalka si vse aspekte pogledala, ne? Ja, točno to. In potem sem v bistvu dejansko v eni meditaciji prišla videla, kako naj bi stvar izgledala. Pomembno mi je bilo, da ko jo ne uporabljaš, ni moteča v prostoru, da jo ne skrivaš, da jo nimaš nekje v kleti, da jo imaš v bistvu skozi pri roki. Pomembno mi je bilo, da je pač udobna, zato sem tudi, ker pač malo posledica odeje, razvila tudi blazinico. In tako je nastajal Yoni Divine Spa, prestol z boginje, mu pravim. Tam, kjer je srce, je pač odprtina. In v bistvu se enostavno skuhaš čaj, zeliščne mešanice, daš noter, postaviš gor, daš blazinico, prižgeš si sveče, karkoli in v bistvu je lahko takoj, ni zdaj treba razmišljati, na kakšen način bi to naredil. To je zelo zanimiva pot, pa me zanima, a si mogoče kdaj razmišljala, kdaj si recimo ta zdravstvena težava začela? Kaj je bil tisti povod za to zdravstveno težavo? Zato, da je tudi, različni so vzroki in da tudi lahko našim gledalcem, gledalkam povemo, kdaj se take stvari lahko začnejo in kdaj je ena takale napravica fajna. Ja, žal mi je, da tega nisem prej vedela. Sicer sem se spomnila, da ko sem bila otrok, me je mami dala sedeti na kameljce. Tako da sigurno to obstaja tudi v naši tradiciji. Super bi mi bilo zato, ker sem imela strašno boleče menstruacije. Že od nekdaj? Od nekdaj, izredno. In če bi takrat vedela, da to obstaja, da je to lahko ena taka pomoč, se mi zdi, da to res pri bolečih menstruacijah tole fantastično pomaga. Ja, čisto recimo iz kitajske tradicionalne medicine, če jaz pogledam pač z mojega strokovnega področja, ko se tole segreva, se odprejo vse pore, vse žile in niso več v krču, ker boleče menstruacije pridejo zaradi tega, ker so ženske preveč v krču, ali jejo neprimerno hrano, ali je toksinov preveč noter v telesu, pa to boli, ne. In ko se to zmehča, to enostavno ven teče. Ja, res je. V bistvu je priporočljivo delati naprimer 3 dni pred menstruacijo, pa potem 3-4 dni, 4., 5. dan po menstruaciji, ker se res lepo ščisti vse in dejansko po mojih parih izvajanjih nimaš več nobenih menstrualnih krčev. Naše telo je povezano s fascijo in fascija v bistvu drži vse naše organe, pa mišice in kosti skupaj. In v fasciji se tudi v bistvu zapišejo vse travme ali pa blokade ali pa karkoli se je zgodilo v človeškem telesu in zdravilna para jih pa v bistvu zmehča lahko. Ja, super, ja.
samo za gledalce, fascija so vezivna tkiva, ki jih imamo po telesu. Si ti imela priložnost izkusiti tudi to, da so menstruacije nehale biti boleče, ali ti nisi v tisto izkušnjo prišla? Žal ne, ker mislim, to je bilo glih v bistvu, sem tole našla glih v obdobju perimenopavze oziroma že bolj menopavze, ampak nič hudega, zato ker je v bistvu zelo priporočljivo to tudi za ženske v menopavzi, ker je tako, kot si prej rekla, ne, segreva notranje organe in v bistvu s tem ohlajaš glavo. In ko ohlajaš glavo, gre toplota v reproduktivne organe, ki morajo biti topli, nazaj pa dobijo možgani informacijo, da v bistvu so še vedno aktivni. In to pomeni, da v bistvu začnejo možgani proizvajati hormone, a ne, ki nam manjkajo. Tako da to je v bistvu ena taka magična zadeva. Cikel je vedno sklenjen. Ja, res je. Drage gledalke, spoštovani gledalci, midve bova nadaljevali po oglasih. Medtem pa lahko pogledate tudi na www.bisernica.si/darilo, kjer sem za vas pripravila brezplačni masterclass Energija mojih možganov. Se vidimo po oglasih. Rekla si, da ko si iskala za sebe, ni bilo nič kaj takega na tržišču, kar bi ti lahko uporabila. In je bilo to ena taka priložnost tudi za tebe, ne, da te stvari ustvariš. Torej, kaj si na podlagi svojih izkušenj ustvarila? Ustvarila sem v bistvu napravo, ki vem, da lahko pomaga čisto vsaki ženski, od najstnic ali pa še mlajših punc, pa do žensk do konca življenja. No, tako pač starost ni pomembna. Je pa ta zadeva, kako bi rekla, deluje na večjih področjih, a ne. Prvi je ta fizični, se pravi zdravi vnetja, boleče menstruacije, odpravlja miome, tudi v bistvu endometriozo, se pravi na fizičnem področju pomaga. Drugi je to, kar so že prej rekle, je v bistvu čustveni. V bistvu s pomočjo tega postopka, ne, lahko v bistvu odpravljamo travme. Zato, ker se nekako, kako bi rekla, s pomočjo tega se zmehčajo travme na en način, a ne. In ženska se pač nekako poveže s svojim telesom, a ne. Meni se je, ko sem mogoče 4. naredila to ioniparno kopel, sem se zbudila in zjutraj sem v bistvu začutila eno tako neverjetno prijetno toploto v sebi in sem tako razmišljala, kaj pa je to. In sem samo dobila informacijo, tvoja maternica ti je hvaležna. Dejansko, a ne, nekaj, kar se ti prej zdi tako neresnično, a ne, se je potem v bistvu dejansko utelesilo v mojem telesu in vidiš, da v bistvu dejansko lahko začutiš svoje organe, a ne, in mi smo pač en tak čudežni stroj in imamo neverjetno moč samozdravljenja, ne. Mi smo sposobni narediti vse, kar se da, a ne. Samo zaupati si moramo in v bistvu moramo pomagati svojemu telesu, zato da v bistvu je sposoben to narediti, a ne, pa poslušati se moraš znati, ne. No, 3. nivo je pa v bistvu, kako bi rekla, eteričen. Je pa zanimivo, to sem potem z leti, ko sem pač začela te stvari malo raziskovati, a ne, izvedela, da je v bistvu smo ženske povezane z maternico, ne, ker v bistvu v 5. mesecu ima ženski zarodek
že čisto vsa jajčeca, ki so mu na voljo v naslednjem življenju v sebi. Se pravi, da smo mi kot jajčece v zarodku naše mame bile v maternici naše babice. In to je totalna magija. Jaz mislim, da moški tudi, imajo verjetno podoben zapis, Sam tukaj še malo bolj tako, pač ena taka res zanimiva povezava, In dejansko se lahko zgodi, da v bistvu na tem obredu, jaz pač imenujem obred Yoni Divine Spa, te delavnice, ki jih imam za ženske, gremo lahko tudi v zdravljenje naših prednic, maternic, naših prednic, in ker vemo, da so ženske imele zelo težko pot, še vedno. V bistvu ne govorimo toliko o enakopravnosti, bolj o tem zatiranju na en način, v bistvu o tem, kako so ženske postavili na eno določeno mesto in si niso mogle pomagati, da bi se tega pač rešile. Naprimer, ena izkušnja, ki jo imam, ženska, ki je prišla k meni, 25 let že ni spala in na obredu sva šle za 7 do 9 generacij nazaj v meditaciji in naslednji dan mi je napisala, da je po 25 letih prespala celo noč, zjutraj pa stala pred omaro, ker ima vse obleke črne, in je iskala, kaj ni črnega, da bi se lahko oblekla čim bolj svetlo. In se mi zdi tako, da ko vidiš take stvari, si sem tako, ja, to je to. V bistvu si želim, da bi čim več žensk spoznali, da lahko v bistvu ne rabijo imeti prav te naprave, lahko imajo karkoli, na preprost način in popolnoma naraven način, pridejo do tega svojega zdravljenja in do svojega telesa, ker dejansko se utelesiš s tem. Zelo popularno so te valunge. A si jih ti, ki si rekla, da si bila v tem obdobju prehoda v menopavzo, a si jih ti kaj imela teh valung? Jaz sem imela samo enega. Samo enega sem pričakovala, da se mi bo pač to zgodilo, ker so vse ženske okrog mene to imele. In ko je prišel ta val, jaz sem sicer drugačen človek, ki ga bolj zebe kot ne, ampak ko je prišel ta val, sem šla samo globoko v to noter, sem rekla, da vidim, kaj boš naredil. Ker je v bistvu dejansko, ko ti oblije telo, ti rata tako ful toplo, in sem šla samo noter in je zginil. In nikoli več nobenega nisem imela, tako da mogoče, v bistvu mi je bilo sicer na en način malo žal, da jih nimam, ker ko sem to preučevala, je bilo rečeno, da v bistvu ti to toksine tudi na en način spravlja iz telesa, ker pri nas menstruacija je pač v redu zato, ker se takrat pač izlušči ta kri, ki je sveta kri, moramo vedeti, da to v bistvu ni umazana kri, to je kri, ki jo lahko dejansko uporabljaš in ne vem, kot masko za obraz ali pa jo posvetiš zemlji v raznih obredih, ampak takrat istočasno v bistvu telo izloča tudi toksine, in to manjka ženskam v menopavzi, ko se to enkrat zaključi, moramo mi na en način v bistvu se znebiti teh toksinov, in na primer savna je odlična stvar in tole tudi, Ja, zato sem želela omeniti, jaz tudi nisem imela teh valung, ampak jaz zelo pogosto delam te Yoni Spa. Zato, ker dejansko, da vse te notranje organe, da se zmehča in potem grejo toksini sami od sebe ven. Saj ni treba pač, dobro, kaj ženska v meni, ne grejo več skozi kri, imamo pa druge izločevalne organe. Ali je koža, ali je skozi blato, ali se skozi urin, tale jetra izčistijo in porinejo ven. To je ena možnost, samo je res treba, da je telo zelo mehko, da se te stvari dogajajo. Tamle si prinesla s seboj tudi čaje, se pravi, ti si razvila, poleg te
temu rečeš naprava. Prestol. Prestol, ja. Poleg tega prestola, Prestola. Ioni prestola, si razvila tudi čajne mešanice za tole. Ja, v bistvu sem razvila 5 čajnih mešanic. Mogoče daj povej, kakšno, ki jo ti najbolj uporabljaš. Jaz uporabljam vse. A ja, kar vse? Ja, kar vse. V bistvu Ko začutiš? Ko začutim, ja. Saj to je Dejansko najboljše, je bil pa namen v bistvu že sam Ioni Divine Spa ima 5 stranic, takih za poslikati, tako da imam gor 5 v bistvu elementov. Potem je nekako že po tej TKM-ju je 5 glavnih organov in nekako imamo tudi teh 5 žensk v sebi. Ženska cikličnost je v bistvu taka, da pač ženska v enem 28 dnevih, kolikor traja eno obdobje cikličnosti, pač doživi 5 različnih sprememb, vsak mesec, postaja drugačna ženska. In naprimer, če pogledamo, začne se naprimer po menstruaciji z vizionarko, ki je lahko naprimer najstnica, taka napredna ženska, ki išče nove poti. Sem naredila pač Green Divine, zelena barva je barva vizionarke in tukaj noter je to v bistvu mešanica, ki spodbuja, kako bi rekla, vizionarske sanje, naprimer. Potem v bistvu ji sledi... Mogoče samo na hitro, tako poveš. Ja, potem imamo v bistvu magnetična je tale, Scarlet, za ženske, ki si želijo zanositi ali pa bi rade imele plodnosti, da je postale bolj magnetične. Potem imamo zdravilko za razna vnetja ali pa kakšna bolezenska stanja. Potem imamo čarobnico, ki je v bistvu takrat v času menstruacije, ali pa tale mešanica je zelo primerna tudi za pred porodom in po porodu. V bistvu ženske zdaj zelo veliko prakticirajo to, da pred porodom si naredijo Ioni kopel zato, da se zmehčajo in da je porod potem veliko lažji. Po porodu, ko se pač krvavitve nehajo, je pa spet primerno zato, da se maternica pa vsi ti notranji organi postavijo nazaj in skrčijo. Potem imamo pa tukaj še Silver Divine mešanica za ženske v menopavzi, ki greje notranje organe. Zelo zanimiv. In dajva midve samo še kakor en zaključek, kaj bi našim gledalkam in gledalcem rada sporočila? Za zaključek, enih par besed. Ne vem, pač življenje je takšno, kakršno je. Na nas je pa to, da sprejmemo stvari, ki se nam dogajajo in da se probamo zbalansirati. Samo to je pomembno, da gremo pač sproščeni čez vse te spremembe, ki se nam dogajajo v življenju. Najlepša hvala, Andreja, za obisk. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da prevzamete brezplačno darilo www.bisernica.si, moč mojih možganov. In se vidimo v naslednji oddaji Moj odnos do zdravja.